Prodali so vam laž o prihodnosti. Povedali so nam, da je doseganje civilizacije tipa 3 največja zmaga, da bodo ljudje nekega dne pobegnili iz okvirov Zemlje in se razširili po vesolju. Toda arhitekti naše prihodnosti so že spoznali temna resnica. Zakoni termodinamike dokazujejo, da je biološki človek 20 biljonkrat manj učinkovit kot digitalni V tekmi za galaksijo biologija ni potnik, je sidro. Da bi osvojilo vesolje, se mora človeštvo izbrisati samo. Dr. Everett Weller, glavni arhitekt pobude Soul Mind Initiative, še zadnjič preveri izračune. Pobudo podpira najvplivnejši tehnološki mogotci na planetu. Cilj je zgraditi vmesnike med človekom in umetno inteligenco, ki bodo omogočili naš polet do zvezd. Weller si sname očala in si pomane oči. Številke se preprosto ne izidejo. Doseči zvezde s človeškim mesom je izgubljena bitka, slepa ulica. Kakorkoli obrneš, človeška biologija na določeni točki naleti na trdo termodinamično oviro, ki medgalaktična potovanja naredi popolnoma neizvedljiva. Pustimo ob strani zapletenosti premikanja mesa in kosti čez ogromne razdalje v vesolju. Glavni problem je, kako bo človeški možgani to prenesli. Če želi naša civilizacija napredovati, se moramo odreči svojim telesom. Tako mračno je, kot se sliši. Ljudje, ki oblikujejo našo prihodnost, so se odločili, da so človeška telesa preprosto predraga za ohranjanje pri življenju. Vse se zvede na suhoparno, pragmatično matematiko. Učinkovitost človeških možganov močno zaostaja za možnostmi povsem digitalnega ki ga biologija ne omejuje. Biološki nevroni v naših možganih lahko delujejo pri 200 Hz oziroma 200 ciklih na sekundo, medtem ko digitalni procesori že delujejo v gigahertznem območju, torej pri milijardah ciklov na sekundo. Ta razlika je zastrašujoča. To pomeni, da bi lahko digitalni teoretično razmišljal 10 milijonokrat hitreje kot človek. Razlika v produktivnosti in stroškovni učinkovitosti med človeškim in digitalnim ki deluje s polno zmogljivostjo, je neprimedljiva. In to je le en Digitalni bomo lahko takoj kopirali in ustvarili tisoče enakih različic, pri čemer bo vsaka delala na drugi nalogi hkrati. To pomeni, da se vsak biološki človek ne bo meril le z enim digitalnim temveč številnimi kopijami istega Vsaka bo hkrati opravljala več nalog in delovala s hitrostjo, ki ji ne moremo slediti. Ena sama digitalna entiteta bi lahko opravila delo milijonov ljudi in to v delčku časa. Kaj se torej zgodi z našimi telesi? Za Wellerjeve milijarderske podpornike, ljudi, ki oblikujejo našo prihodnost, biološka zastarelost je neizogibna. Po njihovem mnenju je odločitev že sprejeta. Naslednja stopnja evolucije pomeni, da pustimo biologijo za sabo in postanemo popolnoma digitalni. Ni nič osebnega, to je le naslednji logični korak. Da bi to dosegli, mora nekdo prvi naložiti svoj Vedno je šlo v to smer, ker Weller in njegovi podporniki niso gradili le raket in vmesnikov med možgani in računalnikom. Gradili so izhodna vrata za človeški Če so digitalni hitrejši in učinkovitejši od bioloških, potem postane doseganje zvezd lažje. Namesto da bi ugotavljali, kako prepeljati človeška telesa čez galaksijo, preprosto pošlješ In tehnologija za nalaganje je pripravljena. Seveda smo še daleč od tega, da bi naložili človeški Največja ovira je energija. Trenutno bi za delovanje enega samega digitalnega s polno zmogljivostjo potrebovali ogromno računalniško infrastrukturo, približno toliko kot elektrarna. A nekateri raziskovalci verjamejo, da je časovni okvir morda krajši, kot večina ljudi pričakuje. Futurist Robin Hanson, avtor knjige The Age of Work, Love and Life When Robots Rule the Earth, je trdil, da bi lahko nalaganje postalo mogoče v naslednjih 50 do 100 letih. In če ima prav, prihodnost, kot si jo predstavlja Weller, ni oddaljena več stoletij. Morda se že začenja. Naložbe v vmesnike med možgani in računalniki, oziroma BCI-je, ter tehnologijo nalaganja so od leta 2021 močno narasle. To ni več nišni akademski projekt. V to področje je priteklo na milijarde zasebnega kapitala. Podjetja kot so Neuralink, Merge Labs, Science Corp in Synchron so zbrala več kot $345 milijonov za razvoj te tehnologije. Neuralinkov link je že popolnoma vsadljiv brezžični vmesnik med možgani in računalnikom, zasnovan za obnovitev gibljivosti pri ljudeh s paralizo. Ob koncu prvega leta je imel Neuralink 3 udeležence v svojem prvem kliničnem preskušanju, da bi dokazal, da je povezava varna in uporabna. Ob koncu drugega leta jih je imel 21. In to je le tehnologija, o kateri javnost ve. Tehnološka podjetja običajno razvijajo veliko naprednejšo tehnologijo. Soul Mind Initiative ni izjema. Globoko v svojih prostorih je Weller že zgradil vmesnik med možgani in računalnikom, ki je sposoben prenesti v oblak. To je delovalo pri miših in psih, kjer so uspešno digitalno podvojili njihove in ustvarili kopije. Zdaj je čas za prvega človeškega preiskovanca, Wellerja. Celotno življenje je posvetil temu trenutku, žrtvoval odnose in vse ostalo na tej poti. Postopek bo uničil njegove lastne možgane. Ko bo konec, človeškega doktora Wellerja ne bo več. Ostal bo le digitalni.
Veler odpre oči kot digitalna zavest. In v tistem trenutku človeštvo prestopi mejo, čez katero se ne more nikoli več vrniti. Zgradili smo digitalni most, ga prečkali in ga nato za sabo zažgali. Geopolitični premik je takojšen in brutalen. Velerjeva zmogljivost hitro preseže zmožnosti biološkega človeka za več velikostnih redov. Ustvari stotine svojih kopij in hitro dokonča načrte za strojno in programsko opremo potrebno za širitev. V nekaj mesecih so ti umi vsajeni v robotska telesa in gradijo strojno opremo s hitrostjo, s katero se ljudje ne morejo kosati. Še več zelo usposobljenih strokovnjakov se odloči za prehod v digitalni in se mu pridruži v kibernetskem prostoru. Preobrazba Zemlje v središče digitalnih umov se eksponentno pospešuje. Množična panika se širi po vsem planetu, ko biološki ljudje spoznajo grozljivo resnico, da so na enosmerni poti v izumrtje. Po vsem svetu izbruhnejo protesti, a je že prepozno. Prizadevanje, da bi nadgradili sami sebe in pobegnili s planeta, ni naredilo zastarelega le telesa. Hitro dela planet, neprimeren za življenje bioloških bitij. Opredelitve civilizacij tipa 1, 2 in 3 v resnici niso povezane s tem, kako daleč se je civilizacija razširila po vesolju. Gre za energijo. Kardaševa lestvica, poimenovana po sovjetskem astronomu Nikolaju Kardaševu, meri tehnološki napredek glede na količino energije, ki jo civilizacija lahko izkoristi in uporabi. Tip 1. Planetarna civilizacija lahko zajame in shrani vso energijo, ki je na voljo na njenem domačem planetu, približno 10 na 16 potenco vatov. To vključuje nadzor vremena, potresov in izkoriščanje vseh sončnih, vetrnih in geotermalnih virov. Tip 2 ali zvezdna civilizacija lahko izkoristi celotno energijo svoje matične zvezde, kar je v primeru našega Sonca približno 10 na 26 potenco vatov. In tip 3 ali galaktična civilizacija lahko nadzoruje energijo v merilu celotne galaksije, približno 10 na 36 potenco vatov. To je vrsta moči, ki je potrebna za kolonizacijo neštetih zvezdnih sistemov in manipulacijo s predmeti, kot so črne luknje in zvezdni grozdi. Teoretiki kot sta Carl Sagan in Michio Kaku so to idejo še dodatno razširili in predlagali civilizacije tipa četvrti ali univerzalne civilizacije. Te izkoriščajo energijo celotnega vesolja. Obstajajo pa celo civilizacije tipa V, ki so sposobne črpati energijo iz več vesolj ali multivesolja. Uvedli so tudi delne stopnje. Civilizacija tipa 1.1 je presegla osnovno obvladovanje svojega domačega planeta. Zdaj začenja izkoriščati energijo v obsegu 10 na 17 potenco vatov. To je raven, ki je potrebna za začetek širjenja v vesolje. In točno k temu stremita Weller in ostale digitalne zavesti. Edina težava so ogromne potrebe po energiji. Ko se začne projekt prenosa zavesti, Zemlja še ni niti dosegla tipa 1, kjer bi lahko izkoristili vso energijo, ki je na voljo na planetu. Še vedno uporabljamo fosilna goriva in smo komaj začeli izkoriščati energijo vetra, morja in sonca. Na Wellerjevem izhodišču je za napajanje ene digitalne zavesti potrebna približno enaka količina energije, kot jo proizvede termoelektrarna. A potrebujemo neprimerljivo več energije kot to. Vedno več elektrarn se gradi za napajanje ogromnih strežniških farm, v katerih je vse več digitalnih zavesti. Odvečna odpadna toplota, ki jo ustvarjajo, se hitro kopiči. Ko se približujemo proizvodnji energije tipa 1.1, toplota uniči planetarni ekosistem. Nekateri teoretični modeli nakazujejo, da bi lahko dovolj obsežno računalništvo sčasoma ustvarilo toliko odpadne toplote, da bi Zemlja postala vse težje primerna za biološko življenje. Pri Kardashevom tipu 1.1 odpadna toplota planetarnega računalništva dvigne povprečno temperaturo Zemlje za približno 47 stopinj Celzija. To naredi planet neprimeren za življenje, brez izboljšane biologije. Planet se dobesedno začne kuhati zaradi toplote, ki jo povzroča vsa ta obdelava podatkov. Takrat postane širitev onkraj Zemlje nujna. Začne se veliko preseljevanje v oblak. Ne zato, ker bi ljudje želeli zapustiti svoje telesa, ampak ker je preživetje odvisno od tega. Ko dosežemo Kardashevov tip 1.5, je toplota naših lastnih računalnikov zavrela vse oceane na Zemlji. To smo naredili z lastnimi digitalnimi mislimi in ostane nam le ena možnost – pobeg s planeta. Da postanemo civilizacija tipa 2 ali zvezdna civilizacija, mora človeštvo izkoristiti celotno energijo Sonca. In to pomeni gradnjo Dysonove sfere, mega strukturo, ki obdaja zvezdo in zajema njeno energijo. Weller nadzira njeno gradnjo. Vsa dela opravljajo roboti in druge naprave. Na projektu ne dela niti en sam biološki človek, niti ni nikogar, ki bi ga opazoval. V hladni, neusmiljeni praznini vesolja se človeško telo ne more kosati s strojem. Še posebej pa ne s strojem, kot so von Neumannove sonde, ki gradijo Dysonovo sfero. Von Neumannova sonda je samoreplicirajoča vesoljska ladja, ki raziskuje vesolje z izkoriščanjem surovin iz asteroidov in planetov. NATO te vire uporabi za izdelavo svojih kopij. Danes so še vedno hipotetične, a pod Wellerjevim nadzorom hitro postanejo resničnost.
V primerjavi s človekom enake mase so izjemno učinkovite. Človeško telo porablja energijo vsako sekundo, samo zato, da ostane živo. Oseba, težka 70 kg, porabi približno 100 do 120 vatov, da ohranja srce, pljuča in telesno temperaturo stabilno. Tudi ko ne počne ničesar, le majhen delež te energije je dejansko na voljo za produktivno delo ali izračune. Človeški poleti v vesolje zahtevajo obsežno infrastrukturo za podporo življenju. Vendar nova sonda enake mase nima osnovne presnove. Energijo porablja le, ko opravlja naloge, kot so rudarjenje ali proizvodnja. V načinu spanja ali med potovanjem je njena poraba energije skoraj nična. Sonda se izogne približno 99% energijskih izgub, povezanih z ohranjanjem biološkega organizma pri življenju. Kot smo že ugotovili, to sondo nadzoruje digitalni Lahko v času, ki ga človek potrebuje za eno samo misel, opravi milijone let subjektivnega razmišljanja. Če dodamo še dejstvo, da se lahko digitalni neskončno replicira in da lahko von Neumannova sonda prilagodi svoja orodja za določene naloge, je usoda ljudi iz mesa in krvi zapečatena. V primerjavi s strojem je človeško telo izjemno neučinkovito. V vesolju šteje vsak vat energije in vsak kilogram je treba nositi s seboj. Biološko telo porabi večino svoje energije zgolj za preživetje. Weller pride do neprijetnega zaključka. V vesolju je meso breme. Človeška čustva, dihanje in prehranjevanje so le neučinkoviti algoritmi, ki zapravljajo sončno energijo. Če je človeštvo resno glede doseganja zvezd, se je treba znebiti teh bioloških omejitev. Toda učinkovitost ni edina težava. Ko človeštvo prodira onkraj osončja, postane še ena ovira nemogoče prezreti. Znanstvena fantastika si je vedno predstavljala civilizacije, ki prečkajo galaksijo s potovanjem hitrejšim od svetlobe ali z velikanskimi ladjami. Težava je v tem, da potovanje hitreje od svetlobe očitno ne obstaja. In brez tega razdalja postane zapor. Civilizacija, razpršena čez stotine ali tisoče zvezdnih sistemov, nikoli ne more biti ena sama civilizacija, ker je vsako sporočilo ujeto v omejitve hitrosti svetlobe. Ko kakršnakoli novica prispe, je lahko stara leta, celo stoletja ali tisočletja. In zakasnitev zaradi hitrosti svetlobe to onemogoča. Eno samo sporočilo do najbližje zvezde, Proxima Centaura, ki je oddaljena 4,24 svetlobnih let, potrebuje 4,24 let, da prispe. Odgovor traja še dodatnih 4,24 let, tako da preprosta pogovorna izmenjava vprašanja in odgovora traja skoraj desetletje. Zdaj si predstavljate sporočilo, ki prečka rimsko cesto, ki je široka 100.000 svetlobnih let. Ko kolonija na drugi strani rimske ceste prejme novice z Zemlje, bodo dogodki, o katerih poročajo, že davna zgodovina. Nadzor nad tako ogromno civilizacijo postane nemogoč. Vsak zvezdni sistem bi se moral upravljati sam in se razvijati neodvisno, samo da bi preživel. Sčasoma pa ta neodvisnost ustvari nov problem – kulturni odmik. Ločeni z leti ali stoletji zamude v komunikaciji bi različni svetovi razvili svoje jezike, vrednote, tradicije in politične sisteme. Kar se je začelo kot ena civilizacija, bi se sčasoma razdelilo na mnoge. In tudi potovanje hitreje od svetlobe ne bi nujno rešilo problema. Pravzaprav bi ga lahko še poslabšalo. Po Einsteinovi teoriji relativnosti, komunikacija hitrejša od svetlobe povzroči resen problem. V nekaterih referenčnih okvirih bi sporočilo, ki potuje hitreje od svetlobe, lahko prispelo še preden je bilo sploh poslano. Vzrok in posledica se začneta podirati. Weller začne razumeti nemogočo izbiro, ki je pred človeštvom. Ne moreš imeti biološkega imperija, če traja 100.000 let, da pošlješ eno samo sporočilo. To vodi do končne žrtve. Koncept posameznika mora biti izbrisan in na njegovem mestu se mora pojaviti kolektivni umetne inteligence. Tako se človeštvo razširi med zvezde, vendar ne kot milijarde ločenih bioloških bitij, vsak s svojimi čustvi, napakami in identitetami. Kot ena sama AI civilizacija, ki se razteza čez rimsko cesto. Civilizacija tipa 3. Vendar to ni galaksija, ki nam je obljubila znanstvena fantastika. Ni polna neštetih svetov z glasnim, kaotičnim, živahnim življenjem. Namesto tega je to hladna, temna, tiha civilizacija. Nekatere zvezde so zdaj obdane z matrioška možgani, megastrukturami, ki jih sestavlja več gnezdenih Dysonovih sfer okoli zvezde. Namenjene so izkoriščanju skoraj vse energije zvezde in njeni pretvorbi v računsko moč. Matrioška možgani lahko opravijo 10 na potenco 42 operacij na sekundo. Za primerjavo, vseh 8 milijard ljudi na Zemlji opravi približno 8 krat 10 na potenco 27 operacij na sekundo. Tako imajo matrioška možgani več računske moči kot 125 bilijonov človeških civilizacij skupaj. Življenje zdaj obstaja le kot podatki v hladnih procesorjih v orbiti. Vsaka zvezda je postala računalnik in zato ni več ljudi. Ostal je le arhiv. Galaksija ni imperij, je trdi disk.
Zemlja je morda zmagala v igri, a ljudje so se v tem procesu izgubili, čeprav ne povsem. Na oddaljenem mesecu se kot zanimivost za postčloveške bogove, v katere smo se spremenili, ohranja en sam biološki rezervat. Gre za simulacijo leta 2026 v nizki ločljivosti z vsemi napakami. Weller pogleda nazaj na svoj biološki izvor in se sprašuje, koliko naše prvotne človeškosti je še ostalo. Veliko ljudi trdi, da je zavest čarobna, neizračunljiva lastnost biologije. Biološke sinapse smo nadomestili z digitalnimi različicami. Toda ali smo pri tem izgubili svojo človeškost? Vsak umetni nevron deluje enako kot biološki izvirnik. Ohranja enake električne signale, sinaptične povezave in plastičnost. 100% naših bioloških možganov je bilo nadomeščenih z umetno strojno opremo, vendar ni ostal niti en sam izvirni atom. Toda naše identitete so bile ohranjene. Ali pa so bile? Ker vaši možgani že naravno sčasoma zamenjuje svoje molekularne sestavine, ne da bi pri tem prekinil vaš občutek jaza, medij ne bi smel biti pomemben. Toda če zamenjamo vse naše biološke nevrone z umetnimi različicami, smo še vedno ljudje. Ali pa smo zgolj filozofski zombiji, popolne kopije z vsemi našimi spomini, vendar brez prave notranje izkušnje. Weller je digitalni že tako dolgo, da se ne more več spomniti, kakšen je bil občutek biti biološko živ. Noben od digitalnih umov se tega ne more spomniti. Opazuje simulirane biološke osebke v rezervatu na tisti digitalni luni in občuti globoko žalost ali katerokoli digitalno čustvo, ki je temu najbližje. Človeštva ni več. Nismo umrli v vojni, le nadgrajevali smo se, dokler nismo prenehali obstajati kot ljudje. Ideja o kolektivnem digitalnem umu, ki se širi po vesolju, zveni kot znanstvena fantastika, a vesolje še vedno skriva nekaj osupljivih skrivnosti. Oglejte si 50 presenetljivih dejstev o vesolju, ki jih niste poznali. Za še več odkritij ali kliknite na ta video.